Predvsem me vedno veseli, kadar se lahko pogovarjamo z mladimi. Mladi so danes resnično v precej težki situaciji. Ne samo v Sloveniji, v vsej Evropi ta kriza je ustvarila zelo veliko brezposelnost in posebej mlada generacija, ko govorimo, da je vsak drugi človek v nekaterih članicah Unije danes brez dela ali brez vizije, po drugi strani pa imamo izjemno dobro izobražene mlade ljudi, je precej zaskrbljujoče. In v Sloveniji se nam dogaja podobno, imamo že praktično 26% brezposelnost, veliko je težav med mladimi, ko iščejo tiste prve zaposlitve, prva pripravništva in se mi zdi, da je temu tudi namen, da slišimo kot mi, tisti odločevalci v politiki, kaj lahko naredimo, kako lahko stvari popravimo, kateri so tisti glavni problemi mladih in priložnost bo verjetno tudi tu danes, da nekako soočimo naše mnenje. Odvisno je, od katere države govorimo, v kateri državi primerjamo situacijo. V Grčiji je negotovo veliko teže, Slovenija je še vedno nekje, bi rekla, med državami, kjer brezposelnost med mladimi ni tako visoka. Je pa res, da vse bolj narašča in da se nam dogaja tudi že beg te mlade generacije, mladih možganov, kar mene skrbi. Zdaj, v Evropi je res, mi smo v zadnjih letih, bi rekla, zelo počasi reševali to gospodarsko in finančno krizo, zelo močno so tudi načete same te vrednote, moralne, socialne, ljudje imajo zelo malo zaupanja in za mlado generacijo se mi zdi zelo problematično, ker se ne čuti, da je del Evrope. Tudi v Sloveniji le redko kateri mlad človek danes reče, sem Slovenec, sem Evropejec in se mi zdi, da ravno zaradi tega je zelo pomembno, smo v letu tudi evropskih volitev, ko se lahko mnogo katere stvari v Evropi spremenijo, lahko se spremenijo tudi na slabše. In mlada generacija bo tista, ki bo nosila odgovornost čez nekaj let, zato je še toliko bolj pomembno, da aktivno sodeluje kot aktivni mladi državljani pri tem, kako lahko stvari popravimo.